Kaj je dobra stena. A bo to šlo? Ma ja, peva, to čista uživancija. Ko mi čakam? Živjo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni. Podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prvešte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Igor Jenčič je doktor fizikalnih znanosti. Je strokovnjak za jedrsko energijo, zaposlen na Inštitutu Jožef Stefan. S smučanjem se je srečal kot otrok. Leta 1977 pa je opravil svoj prvi turni smuk. Teh se je do danes nabralo preko 1000. Konec 90-ih je napisal veliki turno-smučarski vodnik s podnaslovom Od Snežnika do Velikega Kleka, ki je do danes doživel več podnatisov. V njem je zajel večino najpomembnejših turno-smučarskih ciljev v Sloveniji in v bližnji okolici Zahodnih Julicev, avstrijske Koroške, Štajerske, Salzburške in Vzhodne Tirolske. Igorju je turna smuka vseživljenjska strast. Skozi aktivna turno-smučarska desetletja je presmučal številne strmine po vsej Evropi, pa tudi po drugih področjih sveta. Veliko večino svojih tur opravi z ženo Barbaro. Tokrat z nami v steni pravi turni smučarski poznavalec, kreativni in znanstveni Igor Jenčič. Igor, živjo. Živa. Kako kaj? Ja, v redu. Zdaj, ko sva se pogovarjala za tale obisk pri nas, sem te zmotil na Japonskem. Ja, Kaj je bilo lepega na Japonskem? predvsem zelo veliko snega. Ja. Dejansko že se ne spomnim, kdaj sem se vozil in smučal se je po tako zasneženi pokrajini. Tam so količine snega so takšne, kakršne se ne pomnim, kdaj sem jih nazadnje doživel v Sloveniji ali pa tudi kje drugje v Evropi. Ogromne bande ob cestah, pršičkati šprica čez glavo. Tako da ja. Skratka, smučal si tam, ne? Ja, smučal sem, Seveda. ja. Prvič tam? Prvič, ja. Pol je res tako, kot pravijo. Jaz tudi, če nisem bil tam. In japonska smučarija slovi, da je tam ogromno snega, pa da ga skozi v bistvu naletava. Ja. V tem času, ko smo bili mi tam, je v bistvu vsak dan je zapadlo par centimetrov ali pa 20-30. Na turo hodiš med sneženjem. Večina tur se sicer konča na gozdni meji, tako da tisto slabo vreme niti ne moti preveč in tudi nevarnost plezov ni tako velika, kot bi bila kje drugje. Je pa res, da mogoče zato ne moreš osvajati nekih visokih vrhov, ki jih tam niti ni, no. Najvišji vrh mislim, da je 2300 visok na Hokkaidu. Tudi nad gozdno mejo sneg spihan, tako da smuka ni več tako privlačna. Tudi hribi kot takšni so bili neke vrste gričevje ali pa, dobro, tudi vidiš take, bi rekel, alpske vršace, ampak razgledi v bistvu niso tisto, kar bi te tam pritegnili, ne, so naše Alpe mnogo lepše. In tudi vremena ni, da bi kaj zelo daleč videl, ne. To je res. Smučarija pa dobra. A pa je bilo to bolj tako klasična turna smuka ali tudi malo kakšna off-piste smučarija? Ja, v bistvu je Oboje. tako, da bili smo štirje, ne. In prvotni načrt je bil, da ne bi malo kombinirali smučanje ob žičnicah, na žičnicah in pravo turno smučanje, ampak pol na koncu je končali, da sva midva z ženo, razen da se dvakrat žičnico gor potegnila, v bistvu samo turno smučala. No, najina prijatelja sta pa 1 oziroma 2 dni od 10, ko smo bili tam, sta pa smučala ob žičnicah, ne. A lahko vprašam, kakšne smučke smo za tam? Ja, kar te klasične turne smuči, Elan 94 širine, tako da nič poseben. Pol ta neka obsesija, da morajo biti ne vem koliko široke za taka področja. Nisi pristaš tega? Nisem tako zelo prepričan. No, preč nisem tak
bom rekel, tehnofrik, da bi bil blazno obremenjen s tem, kakšno opremo imaš, ne. Mislim, da vendarle je pomembnejši smučar kot oprema. Mogoče lahko navedem anekdoto, ne, ki je glih zdaj 40-letnica olimpijade v Sarajevu. Tam sem bil jaz v specialni skijaški jedinici, smo pomagali pripravljati proge. Nabrali so nas v bistvu same Slovence iz vseh koncev Bosne, pa nekje tudi še iz Slovenije, prišlo iz raznih vojašnic, no. In so nam dali eno zelo klumpasto opremo, tiste pač tedanje JLA smuči, ki so bile tako še, mislim, da so imele še Kandahar vezi, pa tiste zajle, tako to je bilo res, pa mehke usnjene gojzerje, ne. Vem, da naši oficiri, ki so prišli pa iz teh planinskih vojašnic v Sloveniji, so se kar zgražali na tem, kakšno zanič opremo imamo, ampak ker smo bili sami dobri smučarji, ne, smo tudi s tisto opremo smučali izven prog pod žičnicami. Vem, da so se Bosanci, ki so se tam vozili, najprej norca delali, ne, pa so pa sami gledali za nami, kako smo dol vozili, ne. Torej, tudi slabo opremo se da kar dosti solidno smučati. No, seveda pa, če imaš dobro opremo, pa še toliko boljš, ne. Tako da sem malo premišljal, no, da bi si celo neke širše smuči za japonsko nabavo, ampak mi ni žal, da si jih nisem, ker ni bilo nobene potrebe. Ker si glih omenil tole olimpijado, a si gledal, a si bil zraven, ko je Jure prismučal si srebro? Ja, bil sem zraven v progi, ja, tam smo mi v bistvu skrbeli za opremo vrac, da so bila vsa vraca, da so bile zastavce gor, pa ne vem kaj, malo smo morali tik pred tekmo poštampati, tako da smo stali tam v progi, no, ko je. Pa je bilo res tako noro po... Mislim, zdaj ne vem, kako je bilo pol, ker takoj po tekmi so nas odpeljali vojašnice, mislim, da žurka je bila pol v Sarajevo, ne, ampak ja, na sami progi, mislim, seveda je bilo tako fajn vzdušje, ne, ampak verjetno je bilo v cilju še bolj, jaz sem bil, ne vem, že malo pozabil nekje na sredini proge, pač smo stali. Super. Da je bila pa tudi ta Sarajevska olimpijada kar taka zanimiva izkušnja. Ja? Vse skupaj ali pač to, kar si zdaj omenil? Mislim, razne anekdote, ne. Vem, da tudi, ko smo pripravljali progo za smuk na Bjelašnici, smo jo polivali z vodo, ne. Ja. In dejansko je bila pol ful ledena, tako da tudi te smuči, ki so bile tako za nič niso prijele kante, so bile tako slabe, ne, smo se v bistvu, ko se tam dol spustil, pa malo bručal, si se vstavil tako, da si se v vratca zaletel, ne, pa drugače bi kar šel do dna, ne. In vem, da je pol eno teh egzotov, ne, nekje iz Afrike je prišel en mim, ne, pa je rekel, boys don't make so much ice, ne. Ne, tako da, je bilo tako zanimivo, pa vem, da Andrej Rečnik iz Maribora je vodil pripravo proge, mi smo pač mu pomagali, ne, in pol je te Avstrijci pa Švicari seveda nas niso šmirgali, ne, ampak Bill Johnson, ki je bil takrat, so ga vsi podcenjevali, pa tako nekako bil kot nek ameriški nastopač, ne, ga je vprašal, če se lahko slika z nami, pa je bil ful vesel, da ga kdo šmirgla, ne, in pol je dejansko zmagal v smuku, ne. Ja, zanimivo. Ja. Zdaj se pa mačkeno vrnva nazaj v Slovenijo, pa mi povej, kako pa si sploh prišel v stik s smučarijo? Ker verjetno ni bila to takoj turna smučarija. Ne, seveda ne, pač že, ko sem bil majhen, ne vem kaj, 5-6 let so me starši postavili na smuči in smo potem pač smučali, to je bilo v 60 letih, tudi pol smo začeli kmalu hoditi ker so bile tudi že takrat zelene zime, dejansko pa nas ni bilo snega. Vem, da smo pol hodili ene parkrat v Avstrijo in starši so se v bistvu spoprijateljili z starši od enega mojega sošolca in smo skupaj hodili na smučanje, no in ta moj sošolc je enkrat bil na nekem izletu turno-smučarskem mladinskega odseka Ljubljana Matica in me je navdušil, da greva naslednjo zimo skupaj na planinsko šolo, na Vzhodnici smo imeli planinsko šolo zimsko. Tam sem spoznal sedanjega predsednika PZS, ki je bil moj prvi vodnik
In smo hodili na ture, to je bila prva tura, smo naredili na Viševnik, me se zdelo polipozantno in tako me je potem zadeva prijela in sva najprej s tem prijateljem veliko skupaj turno smučala, potem pa z drugimi. Ne. Kjerga leta je bilo to? To je leta 77. Se pravi, takrat imaš evidentirano kot prvo turo. Ja, prva Hribovsko, tura, Viševnik. prva turni smuk, ja. Koliko si bil pa še na Viševniku? No, ne vem, najbrž še ne 40-krat. Ne vem, gotovo je Viševnik eden od bolj obiskanih vrhov. Zlasti včasih, no, včasih se mi zdi bil nekako tak red, po kakšnem vrstnem redu si hodil na turne smuke, ko se je zima začela in vedno je bil Viševnik ena prvih tur, potem pa so šle proti pomladi, pa na te višje hribe, pa na severne strani, pa tako naprej. Ne. Zdaj zadnja leta, po mojem, nisem bil že 5-6 let na Viševniku. No. Kje si pa pol opazil, ali pa kdaj si opazil pri sebi, da pa to ni sam nek tak mogoče trenuten hobi ali pa neka taka strast trenutna, ampak da je to pa res tist, ki te v bistvu nekako izpolnjuje, ne? Glede na to, da si cel življenje že povezan s tem. Ne vem, težko rečem, da bi bil nek trenutek, kar tako že od prvega dneva naprej mi je bilo všeč, ne, ta, rekel, uživanje v samotni zimski pokrajini, neka svoboda, neodvisnost, v bistvu tudi to, da se vzpenjaš, se pač moraš vložiti določen napor, ampak dol se pa lepo pelješ, ne, to mi je mnogo bolj všeč, kot pa recimo kopni sestopi s hribov, ne. Zdaj to, da lahko zraven še dobro smučaš, je mogoče prišlo malo kasneje. Včasih mi je bilo dovolj, da si samo pač prišel dol, ne. Niti nisem tako zelo, rekel, iskal dobrih razmer. Saj tudi zdaj ne bom rekel, da grem sam takrat, kadar vem, da bodo dobre razmere. To je zelo težko presoditi od doma, ampak šele, ko si na licu mesta, včasih si presenečen, da so razmere slabše, kot si pričakoval, in včasih si pa presenečen, da so boljše. No, kakorkoli, če lahko dobro smučaš, je pa še toliko boljše. Ne. A pa ti tako generalno, ne, tisto bistvo nekako pri sami turni smučariji, ne, to, da si v naravi, v zimski naravi, ki ima nek čar v bistvu, pa neke prednosti pred recimo poletjem, in je pač gibanje samo je po snegu pravzaprav skoraj nemogoče, če človek nima saj krpelj, ne, še bolj pa turnih smučk. Ali je to gibanje in dejstvo, da si v naravi, ti je, ne vem, bližje, boljš kakor sama smučarija na koncu? Ja, to bi skoraj rekel, da ja. Ne. Dejansko samo to gibanje in doživljanje te, rekel, približno nedotaknjene narave, ne, ker vedno tudi, ko sneg pokrije stare sledi, si spet nekako na svežem, ne, to je gotovo nek tak prvinski užitek, ampak seveda, ne, sem pa zelo uživan, če lahko dobro smučam še zraven. Seveda. Ker ne, tudi jaz mislim, da ne vem, s kom sem se že pogovarjal, ampak to je bilo že rečeno, sam se mi zdi toliko pomembno ali pa tokrat se zgodi, da tudi recimo mnogi alpinisti, ki so v nekem obdobju zelo veliko plezali, ne, pa tudi po zimu gore hodili in smučali, ampak potem, ko so pa nehali aktivno se z alpinizmom ukvarjati, skoraj večino se pa še vedno s turno smuko ukvarja. Ne. Pa že, ko so se še plezali, so dostikrat rekli, ko bomo pa nehali, bomo pa turno smučali. To je ena taka res lep način, kako v bistvu dojemati pa doživljati hribe. Ja, gotovo, zimska narava ali pa zimski hribi so iz več vidikov bolj privlačni kot polet, pa že polet so lepi, ne? Ampak nekako ta sneg jim da še že čisto z estetskega vidika neko dodatno lepoto, se mi zdi. Poleg tega je pa res, rekel, po en stran ta nedotaknjena snežna odeja, ne? Dostikrat, včasih je tudi se zvožen, ampak okej. Pa tudi neka širina, ne? Če si običajen planinc, ne, pač hodiš gor po markiranih poteh, ki so ozke, natančno določene linije v hribih, ne. Tudi ne nazadnje, tudi če hodiš po brezpotju ali pa celo če plezaš, ne moreš kar prosto se gibati levo, desno, ampak moraš le izbrati nekje primerno smer gibanja, ne. Malo več svobode že imaš, ne, ampak na smučkah imaš pa še toliko več, ne, pa v bistvu celo pobočje tvoje, ne.
Pa te kdaj mogoče tudi zanimalo še kaj drugega od recimo turne smuke, pač mogoče tukaj plezanja ali pa zimskega gorništva kot tazga, ali je bilo vse vedno povezano s smučkami? In turno Mislim, ja, malo sem premišljal o tem, ampak nikoli se nisem potem spravil k temu, vedno sem bil tudi, mi rekel, dokaj previden, oziroma tako bom rekel, no, nisem bil glih zelo, me je kar strah izpostavljenosti, ne, tako da si prav zelo velik nisem šel v to smer. Mal s tem prijateljem, tudi ko sva še takrat pol v Kopnu hodila, sva tudi hodila malo po brezpotih v Martuljkovi skupini, ampak to je približno to, no, kar se tiče mojega, rekel, izven planinskega delovanja. No. Zdaj, če zračunava od 77 do danes, je to že kar nekaj let. Ja. In če zdaj le mačkam tako pogledaš čez ta pravzaprav desetletja, kako se turna smuka, kako se ljudje, turni smučari spreminjajo. Ja, mislim, več vidikov je, ne, kaj se vse se spreminja. Prvič je malo bolj popularna, kot je bila nekoč, oziroma malo več turnih smučarjev je vse povsod, ne. Kljub temu, da se je tudi takrat v 70-ih letih na turnih smukih ni bilo ravno samotno, no, še vedno si tudi srečaval druge turne smučarje. Mogoče je bil edin nabor različnih turnih smukov mnogo manjši, kot je danes. Tako nekako smo bili mnogo bolj klasični, omenil sem že Viševnik, pa Mojstrovko, pa Kotovo sedlo, pa kakšna Kederca, pa Križ, pa recimo Rodica, ne. To so bili nekako te klasični turni smuki. Zlati repertoar. Kaj dosti drugega si pa nekako nismo upali raziskovati. Recimo, dosti časa je bilo nekako sploh nepojmljivo, da bi smučal nekje po gozdu. Ne. Danes je pa v bistvu ena najboljših smukov v gozdu, ampak takrat nekako, ne vem, smo mislili, da se pač smuča samo po odprtih pobočjih, gozd je pa samo neki Umikanje, tako, ne. matranje. Pa recimo, ne vem kaj, karavank takrat ni bilo zaradi tega, ker je bil to pač obmejni pas, pa je bilo kompliciran. Če sploh je bilo dovoljen, ne, hoditi na te mejne vrhove, pa tako v tujino tudi nismo hodili, ker je bilo, pač že prometne povezave so bile mnogo slabše, ne, kot so danes. Si mogel, ne vem kaj, karavanškega tunela ni bilo, če si šel v Avstrijo, pa si mogel čez Ljubelj ali pa Korensko sedlo in je to že vzeli nekaj časa in tudi denarja, ne, tako da smo bili mnogo bolj omejeni, no, na teh par nekaj ducatov. Nekaj si že omenil množičnost, verjetno vas je bilo tudi manj, generalno. Ja, Ali je to samo neka naša ideja, ker zdaj vsi živimo v nekem prepričanju, no pa sej številke malo kažejo, kako je zlasti v zadnjih letih dejavnost res. Ne, gotovo je bilo se v absolutnem povečala. smislu manj turnih smučarjev, ampak je bilo po mojem tudi manj ciljev, tako da si nekje na, ne vem kaj, na Viševniku si srečal približno enako ljudi, kot ti srečal danes. Sam danes so potem še mnogi drugi cilji, ker včasih ni bilo nikogar, ne, zdaj so pa tudi tam ljudje. Zdi se mi, no, da zlasti med korono, ko pač smučišča niso delovala, je bilo turno smučanje ena od redkih dejavnosti, ki pa je bila nekako z tega epidemiološkega stališča čist v redu, ne, pač neka dejavnost zunaj, pa zlasti bilo to, itak smo bili pozimi zaprti noter, ne polet, ne, in so mnogi, se mi zdi, se takrat odločili za turno smučanje, pa mogoče so tudi malo naveličali smučanje na Obžičencah, no. Ja. Mogoče tudi malo cena, en cajt so govorili, smučarija, pač alpska smučarija je toliko draga, zdaj pa zdaj grejo turno smučati. Ja, ampak se ta razlog je bil pa tudi že takrat v 70-ih letih, ne, to je pa mogoče pa res ena bistvena razlika, da takrat so dejansko smučali tisti, ki niso imeli denarja za alpsko smučanje, in to se je zelo poznalo na njihovem znanju smučanja, ne, ker ti se ne moreš naučiti smučanja na turnih smukah, ampak v bistvu na smučišču, ker narediš 10-krat več kilometrov kot pa na enem turnem smuku, tako da so bili bistveno slabši smučarji v tehničnem smislu, kot so danes, ne, danes pa tudi torej večina smučarjev, ki jih vidiš, odlično obvlada tehniko smučanja, ne. Pa si mogoče tako skozi vsa ta leta opazoval
ali pa vidiš mogoče kakšno razliko v tem, kako ljudje, ki se spoznavajo s turno smuko, ki začenjajo, kako dobivajo to neko osnovno znanje, usposobljenost in glede same uporabe turne opreme in pač celotne, recimo, pristopa k turi in kako se turo izvede, pa če zraven pa še dodajo še plazovno varnost. Če mogoče ste se včasih šli vsi skozi neke te šole, ne, ti sam si rekel, si bil na nekem tečaju, ker ena stvar, ki je danes opažamo, je to, da je veliko nekih samoukov, ne, pač ne grejo skozi neke te prve korake, skozi neke tečaje, torej pod nekim mentorstvom nekih bolj usposobljenih ljudi. Zdaj, težko presojam, kako je bilo včasih, kje so se včasih naučili. Vem pa, da je bilo že včasih tudi ponudba kar sorazmerno pestra. Torej, poleg te planinskih šol, posameznih planinskih društev, vem, da so bili tečaji na Komni, ker so bili dokaj, tako bom rekel, popularni ali pa popularizirani, ne. In zdaj niti ne vem, kakšen delež tedanjih turnih smučarjev je šel skozi te tečaje, kateri so se pa, rekel, so bili samouki, no. Čeprav mislim, da čisto pravih samoukov je verjetno in danes in takrat sorazmerno malo, ne. Mislim, da so te samouki se naučijo tako, da hodijo v družbi nekoliko bolj izkušenih turnih smučarjev. Se pol osamosvojijo. Pa se potem nekako tako osamosvojijo. To se mi zdi, da je kar dosti, saj jaz med temi mojimi prijatelji in znanci je zelo veliko takšnih, no. Ampak tako, tudi ena stvar, ki jo mogoče opažam, je recimo, jaz izhajam iz alpinističnih vrst, torej iz alpinističnega odseka. Smo pač šli skozi alpinistično šolo in začeli pozimi v hribe hoditi, pa po neki točki tudi smučati, ne, ker so pač, kako rečemo, ta stari to delali, pa smo še mi, ne, pa smo ugotovili, da je to fajn. In pa je to neka taka strast racala. Danes pa se opaža tudi, da je veliko, recimo, nekih ljudi, ki pa so tudi po drugačnih kanalih prišli do, recimo, turne smuke oziroma smučanja v gorah, ne. Neki off-piste smučarji, freerideri, neke te samouke, recimo, tudi če jih je bolj malo. Skratka, se mi zdi, da se iz različnih koncev lahko, recimo, ne, ker sva ga že tokrat omenila na vrhu Viševnika, po neki poti, kako smo prišli do dejavnosti, lahko pridemo na isti vrh in mogoče, ampak po različni poti. A opažaš kaj tega mogoče? Ja, gotovo. Mislim, to, da so ljudje imajo različno ozadje, kar se tiče izkušenj in znanja, je nesporno. Sam ne vem, če se to kaj bistveno drugače danes, kot je bilo takrat. Zdaj dejansko za pred 40 leti bi težko kvalificirano sodil, koliko je bilo enih in koliko je bilo drugih, ne. Ampak mislim, da tudi takrat niso šli vsi skozi, in tudi eni so bili recimo začeli kot alpinisti, drugi, recimo jaz nisem nikoli imel nič posebnega stika z alpinizmom, ne. Je pa mogoče, da danes eden od vidikov, ki prispeva k večji popularnosti, so pač je splet, ne, kjer je ogromno nekih vabljivih fotografij, opisov in tako naprej, ne. In seveda to marsikoga pritegne, da gre kar sam pa kar proba, ne. Tudi včasih tako, ko berem kakšne te zapise, kaj vse ljudje sprašujejo, kako se kam pride, ali kot se mi zdi pa res neverjetno so naivni in pogumni, da kar grejo, ne. Torej, to je mogoče en vidik tega, po drugi strani je pa tako, da pa seveda ima ta splet tudi vrsto pozitivnih posledic, da mnogo boljše informacije imamo in o razmerah, in o tveganjih, in o nevarnostih, ne, tako da ni vse samo slabo, no. No, seveda, ne, to absolutno. Kako pa je ta turno-smučarska skupnost danes povezana? Verjetno še največ prek spleta, ne? Ja, bi rekel, da je to glavni glavni element povezanosti, ne, da bi bila neka organizirana skupnost, ki bi res nekako delovala in imela neke konkretne rezultate, tega praktično ne vidim. Vse so razni, rekel, bolj ali manj formalna društva ali združenja, ne, ampak marsikaj bi dejansko bilo
smiselno, da bi se turni smučarji nastopili kot organizirana skupina in zagovarjali svoje interese, in tega pa v bistvu zdaj še nisem opazil. Ne. Mogoče tudi to zato, ker prihajamo tako iz različnih koncev. Ne. Off-piste smučarji, ne, so konkretno pod recimo smučarsko zvezo, tisti, ki izhajamo iz alpinizma, smo pod planinsko zvezo, danes marsikdo nikjer, ne, včlanjen in tako. Ja, ne vem, mogoče pa sam ni bilo primerne osebe, ki bi imela energijo in voljo, da bi to povezala. Saj lahko primerjam recimo z gorskimi kolesarji, ki tudi izhajajo iz različnih okolij, ne. Ja. Ampak vendarle recimo zdaj obstaja na Planinski zvezi ta komisija za turno kolesarjenje, ne, ki ima kar lepe rezultate, kar se mene tiče, ne, od te turno-kolesarske poti do tega, da se, bi rekel, glede zakonodaje, da se stvari nekako skušajo urejati, ne, in tako. In tudi turni smučarji imajo, mogoče se ne soočajo skozi strogimi omejitvami kot gorski kolesarji, ampak recimo ne vem kaj, že sobivanje na smučiščih, a se sme po noč hoditi gor po smučiščih pa tako naprej, ne, bi verjetno bilo čisto smiselno, da se to na nek način, da ni zadeva popolnoma črno-bela oziroma samo on-off, no, ampak da se to in še kakšne druge stvari. No. Ker konec koncev se tudi stvari pravzaprav skozi nekaj spreminjajo. Ne? Tudi v tujini, zdaj v Italiji je nek nov zakon, kjer rabimo zavarovanje, plazovni trojček in tako naprej. Potem, če greš v Avstrijo, spet drugače, pri nas ena smučišča nekaj dovoljujejo, ali pa imajo celo neke aranžmaje turno-smučarske, ne? Recimo Star Vrh ali pa ne vem. Ne? In tako doskrat se človek vpraša, ne, če recimo glih ni nekih razmer v hribih, pa mogoče šel, pa ne veš, kaj bi in tako. Ja. Splet sva že omenila, veliko stvari se najde gor. In ena bistvenih je tudi plazovna varnost. Kako pa je mogoče odnos turnih smučarjev skozi čas do plazovne varnosti se kaj spreminjal ali pa se gradil? Mogoče pred časom, kako je danes? Mislim, že takrat, ko sem jaz šel v to prvo planinsko šolo, ne, so bili seveda plazovi predstavljeni kot ena največjih nevarnosti za turne smučarje. Ne. Tako da nikoli se saj ne, da bi jaz vedel, se niso plazovi podcenjevali. Ne. Je pa res, da se zdaj z razvojem spleta imaš informacije mnogo boljše, ne, če drugega ne, so zdaj na spletu objavljeni nekaj podatki z lavinskih postaj, vsakodnevno, mislim, pa ne, na par dni se obnavlja tista napoved na Arsotu, ne, tega včasih ni bilo, ne, ampak je bilo to, bi rekel, kar malo splošno, ali pa tako, če je zapadlo 1 meter snega, pa so potem po časopisih naredili dramo, češ kako se ne sme hoditi v hribe, pa tako naprej, ne, ampak tukaj mislim, da ne bi rekel, da je prišlo do nekega blaznega premika, ker največji problem, vsaj kakor jaz razumem plazovno nevarnost, je, da je zelo lahko teoretizirati, ne, pa neke splošne smernice dajati, kaj in kdaj in kako je nevaren, ne, ampak ko si pa konkretno v neki situaciji, pa je vse prej, kar lahko oceniti, a je zadeva varna ali ni varna. Ne. In tukaj pa mislim, sam osebno se držim tega, da je boljš biti malo bolj previden, kar malo manj, ne, ampak nekega, rekel, tacega trdnega recepta ali pa pravila pa po mojem ni. Pa verjetno tudi nihče ni čisto imun na kakšno presenečenje kdaj. Ja, saj to vemo, da so se največji strokovnjaki za plazove so končali pod plazovi, tako da. A si imel kdaj kakšno izkušnjo? S plazom, hvala Bogu ne, no, vsaj take, bom rekel, resnejše ne. Doživel sem že, da je tovariš na turi odnesel tak manjši plazič, mislim, spodnesel, no, manjši plazič, no, ampak nič resnega, tako da moram potrkati, ne. Ja. Ker lahko pa rečeva tudi, da je pač danes na spletnih straneh Arsa pravzaprav se da dobiti kar veliko nekih informacij.
o trenutnem stanju. Je pa res, da za interpretacijo vsega tistega, ne, še skupaj z napovedjo, pa z neko zgodovino, vremensko, na krajšem roku in na daljši rok je pa pač celotno vrednotenje varnosti pa močno bolj kompleksen pojem, ki se ga pa tudi ne da verjetno niti iz knjig, čeprav neka teorija je vedno nujna, ne, ampak se potrebuje neka kilometrina in pa pač biti na terenu dneve in ocenjevati in pač se učiti. Ne. Pa še to je zgolj, rekel tako, zelo okvirno. Ne. Jaz mislim, da ni človeka na tem svetu, ki bi znal eksaktno napovedati, kje in kdaj bo plaz in kje ga ne bo. Jaz recimo imam eno izkušnjo s plazom, pa ne na turnih smučkah, na Jezerskem pod Tiranovo smerjo, ki se gre gor proti Kočevju na ledinah, in me pač sem šel plezati v smer in me je pač presenetil plaz in sva se peljala in sem z rokami tiste neke plavalne gibe, ne, ki jih je pač teorija predvidela. In se mi je celo zdelo na začetku, da sem si mislil, da se to dela. Ne. Ampak je to delalo, dokler so bili bloki veliki, ne. Ko se je pa to drobil, ko sem bil pa jaz težji od blokov, sem pa takoj šel noter. Na srečo ni bil toliko velik plaz, sem tudi takoj ven pogledal, oziroma čez nek čas. Ne. In se je vse dobro končalo, ampak hočem reči to, da ta teorija je res tako, je treba to z rezervo vse vzeti. Ne. Mislim, najbolj varno je, da si vzameš neko dovolj veliko mejo varnosti in da rajš ne. Nekje sem v nekem francoskem priročniku prebral, ne, da za plazove so samo mislim, da dve pravili, se mi zdi. Ne. Prvo je, da nikoli v primeru dvoma, in drugo, da ni nobenih drugih pravil. Ne. In to drugo pravilo je v bistvu zelo globoko, ne, da dejansko je snežna odeja tako kompleksen pojav, da se ga ne da, tako bom rekel, ovrednotiti kot kakšno drugo zadevo. Ne. Ja, drži to. Kaj pa ta nek mogoče mit, ki ga slišim včasih, ali pa sem ga slišal, ker sem se recimo skozi alpinistično šolo, pa zdaj v zadnjih časih ga tudi slišim, da včasih je bilo pravilo, ne, če je kaj sneg na nov padel, bilo treba 2-3 dni počakati, preden je šel človek na turno smuko. Ne. Danes pa, ko sneg pade, naslednji dan, kao, vsi letimo, ker je pač pršič. Ja, sej mislim, da to pravilo ni čist ustrezno dejanskemu stanju, ne? Ker pršič, dokler je pršič, niti ni zelo navaren za plaz, ne? Ker je to so snežinke take grobe in se dosti dobro sprimejo. Zdaj, če ni prevelike količine pršiča in prevelike naklonine, ne, se niti ni tako zelo navaren za plaz. Mnogo bolj navaren je sneg, ki ga je veter obdelal, napihal, ne. In tisto pa lahko ustraja tudi 14 dni, ne? Pa potem se gor zapelješ, pa se odpelje. Tako da to pravilo teh 3 dni je prvič ni ustrezno zaradi tega, ker je mogoče prve 3 dni celo bolj varno, kot je potem čez nekaj časa, ne? In drugič, potem tiste klože lahko zelo dolgo časa trajajo, pa jih niti ne vidiš, ne? Tako da Skratka, sej na nek način cela znanost, ki pa mogoče res ni čisto eksaktna potem na nekih stopnjah. Ne. Ja. Se mi pa zdi, da z nekim odgovornim pristopom je pa turna smuka res lahko en tak vseživljenjska aktivnost. Prav gotovo, ja. Če človek zna ta pravi cajt obrniti. Ja, to mislim, da je pa kar pomemben element, ne, da ne tvegaš preveč. Pa še tako včasih, sam vem, ne, da smo včasih res počeli norosti, ampak smo imeli srečo, hvala Bogu. Pa dobro, sej to verjetno pa je pa že tako po definiciji neka stvar mladosti, ne. Ja. In verjetno bi vsak od nas, ki je v hribe hodil v tistih nekih študentskih letih, ne, okoli preloma iz najstništva v
ali pa recimo okoli 20 leta in kapenih neumnosti naredil. Ja. Tudi pri plezanju smo jih. Ja, saj, ja. Pa si pa moraš še čas reči, hvala Bogu, ali kakorkoli že, da smo še klene. Ja. Kje, oziroma kdaj, pa še bolj kako je pa prišla ideja, pa pol cel proces, da je pa prišlo do tole, kar imamo tudi pred nama, torej turnosmučarski vodnik. Ja, to je pa tudi taka, bi rekel, zanimiva zgodba. V bistvu kriv je splet, oziroma natančneje predhodnik spleta. Tam v koncu 80-ih let je na računalnikih v Sloveniji, ki so bili povezani v mrežo, takrat, če ni bilo interneta, so bili neki računalniki znamke VAX, tekla neka, temu se reče, računalniška konferenca z imenom Gore. Danes bi temu rekli spletni forum, ki jo je v bistvu vodil Andrej Stritar. Oziroma, oba sta dala pobudo, no, da se ta konferenca nekako zaživi. In Andrej je začel tam objavljati opise raznih kopenskih tur. Jaz sem pa tudi napisal kakšen opis turnih smukov, ker se mi je zdelo, da so bili nepopolni v tedanjem Praček-Črnivčevem vodniku. No in potem je Andreja, njegov prijatelj Janez Skok, vprašal, če bi on napisal knjigo poletnih tur oziroma kopenskih tur. No, tako je nastala knjiga 111 izletov v gore. V bistvu je zbral in seveda še mnogo razširil tiste opise, ki jih je napisal v konferenci Gore, in ker je bila ta knjiga 111 izletov taka velika uspešnica, je Skok vprašal Andreja, če pozna koga, ki bi pa napisal tudi vodnik o turnih smukih, ki se mu je zdelo, da manjka na tržišču. No, in tako se je Andrej pač zaradi tistih par opisov spomnil name, ne, to je bilo tam nekje leta 93, nekaj tacga. In potem sem se počasi lotil, ne, to je bilo treba skoraj iz nič začeti, tako da meni se je zdelo, da jih kar nekaj poznam, ampak to je bilo res peščica, ne, tako da prednji prideš do, mislim, da je bilo 75 vodnikov v prvi izdaji, 75 opisov v prvi izdaji, ne, je bilo potrebno še kar nekaj časa, pa nekaj hoje v hribe, da sem nekaj tur narediti. Tako nekaj tur narediti, pa da si malo budil, pa malo videl, pa tako, pa no, predvsej so mi pomagali še razni drugi smučarji za posameznimi opisi, ne, tako da potem leta 98 je pač išla prva knjiga z naslovom Turnosmučarski vodnik, ne. In potem je bila pošla po parih letih in je bila leta 2002 druga izdaja, ki je potem kar nekaj časa trajala, pa tam ne, zdaj sem že malo pozabil, da je bila ta veliki turnosmučarski vodnik, ki je bila pa precej razširjena izdaja. 13, no. To 13, pa vem, zato ker je tale 13. 13, potem je bila pa 19, pa 22, tako nekako, ne, se mi zdi, te so že 3 izdaje tega. Ker zdaj nedavno, jaz sicer tega ne vem, ampak nedavno je spet išla neka ponatis, še nekaj razširjen. Ja, to je bil 22, okay. Tretja izdaja tega velikega turnosmučarskega vodnika. In to je mogel biti res en tak kreativni turnosmučarski podvig, tako fizični kot tudi mentalni, ne, v vseh pogledih, ja. Zdi se ti, da marsikaj veš, ne, ampak skušaš to preliti na papir, pa oblikovati stavke, pa poiskati vse potrebne podatke, ne, je to ogromno nekega dela, tudi kar precej napake je ostalo noter, tako da vsaka naslednja izdaja je bila prilika, da sem določene nerodnosti in nedoslednosti popravil, pa še kaj zraven dodal, ne. Ker tudi ni pa to samo, niso samo ture v Sloveniji, ampak se gre zdaj tudi v zadnjih vodnikih je tudi malce čez mejo, saj v naši soseščini. V bistvu že prvi vodnik, ne, tisti, ki se je sicer imel Slovenija, pa je imel podnaslov za okolico, je vseboval nekaj tur v okolici Trbiža, no, torej to je bilo že čez mejo, ne, pa mislim, da 4 ledeniške ture v visokih turah, ne. Potem pa se tudi na podlagi lastnih izkušenj sem ugotovil, da pač tle pri nas
zmanjkuje bodi si tur, bodi si snega, bodi si obojga, ne, da smo čedalje več začeli hoditi v Avstrijo in da niso samo, ne vem kaj, Ankogel pa Gros Venediger pa take, rekel, veliko potezne ture, ampak da so tudi Nogbergi pa tako naprej, malo bližji te avstrijski nižji hribi, ki so pa bolj založeni s snegom in se mi je zdelo, da verjetno nisem edini, ne, da slovenski turni smučarji dejansko si širimo obzorja, da hodimo pač kakor Čez mejo. se lahko pripeljamo nekako v razumnem času v enem dnevu, ne. Tako da to je bilo nekako tisto merilo, katere ture vključiti. No, pa sej letošnja zima, ne, januar, se je veliko hodil čez. Ja, čeprav ni prva taka zima. No, že ja, kar ja, nekaj zdaj je takih, bilo da je že bilo kar pri nekaj. nas, da so bile zelo skromne razmere. Ne. Drugače, te zime so tako še kar problematične iz vidika turnega smučanja, ker vseeno rabimo sneg, ne. Ja, seveda. Mislim, z vidika smučanja, dobro, sem počiščih recimo ga nastreljajo, ne, ampak Ja, da je še tako, so tako visoke temperature, da je na še teh to nižjih problem. smučiščih je še to, ne vem, če ga sploh lahko nastreljajo, ne. Prav gotovo, da podnebje postaja čedalje toplejše, tudi nekako bolj suhe so zime, ne, in smo glede tega seveda prizadeti, ne. Res pa je, da se vreme kot takšno je izrazito spremenljivo, ne, se iz leta v leto močno spreminja, tako da tudi včasih se spomnim, ne vem kaj, leta 81 je bila taka blazen suha zima, pa 89 je, mislim, da prvi sneg šele marca enkrat zapadel. 89 je znano, ja. Ja. Tako da so bile že, pa tudi v 70 letih, mislim, da takrat sem bil še otrok, ne, ampak razlog, da smo začeli hoditi na te zimske počitnice v Avstriji, je bil to, da pri nas preprosto ni bilo snega, ne. Torej tudi v 70-ih je bilo eno tako obdobje, ko so bile zelo zelene zime, pa je prišlo pa spet neko obdobje, ko so malo bolj zasnežene bile, ne. Ampak vseeno, če gledamo pa povprečje ali pa pogostost teh zelenih zim, je pa bolj ali manj nesporno, da jih je čedalje več in da je čedalje manj snega. Ne. No, pa vse v končni fazi tudi sami turni smučarji, sicer gorniki in se ne moramo več gledati tega, ne, saj na krajši rok. Ja, seveda. Razen tega, da gremo kam drugam tudi, ne. Ja. Tudi ti veliko potuješ. Ja, zdaj, zadnja leta, no, to... Turno smučarsko, Ja, zdaj saj, sva ja. še kle. Ja, seveda, ja. To so si nekako kar... Žena je šla enkrat sama na moj stroko, to je bilo ene 15 let nazaj, ne, pa je srečala enega starejšega alpinista, ki je pol razlagal, kje vse je že bil, ne, kako je fajn v Kanadi, pa ne vem, kaj še Patagonija, pa tako naprej, ne. In si mislila, kaj vse so ljudje videli, mi smo pa sem tle v tej Sloveniji, no in pa so takrat malo začela hoditi, no in naključje, da letos so bila z njegovo hčerko na Japonskem, ne. A res? Tako da svet je majhen, ja. Lepo. Ampak dejstva nekako, ker imava nekaj par takih ciljev, kaj vse, kam vse bi šla izven tega našega alpskega prostora, no, tako da. A so kakšne destinacije, ki so še posebej pri srcu, kam si se mogoče vračala? To, da bi se vračal glih To nekaj, ne. to tako daleč. Mislim, da, če govorimo o drugih kontinentih, Ja. ne, potem je enkrat biti pa to doživeti, je pač doživetje, ne, sej roko na srce so naše Alpe vseeno izjemno lepo in raznoliko in privlačno gorovje, ki ponuja ogromen možnosti. Pa še- Ampak Ja, da vidiš nekaj novega, pa vseeno, ne vem, tako recimo blazno fascinantno je bil recimo naše turno-smučarske počitnice v Čilu, pa da ne vem, s 8 leti se mi zdi, smo bili tam, ne, 14 dni, smo imeli tudi izjemno srečo z vremenom in razmerami, tako da smo kar 6 vulkanov tam osvojili, pa so bila pred leti v Kanadi, ki je tudi bil krasen pršič, še bolj suh, kot je na Japonskem, saj tako so ga doživela. Recimo, lani spomladi so bila pa v Koloradu, pa je bilo sicer čisto redo, ampak nič posebenega, no, tako da tudi niso vse te destinacije, ali pa nimaš vedno sreče, da doživiš No, no. take razmere, ne. to pa je tisti nek
delček lota, ne, Ja. loterije, na katerega pa pač turni smučar mora računati. Ja. Kaj pa, menda je okoli Salt Lake Cityja v Utah, da je tudi prav poseben pršič, da se naredi. Si bil tam zdaj slučajno? Ne, nisem bil, sem pa slišal, da je zelo dober, ampak pač ne moreš iti posod. Ja. Še pride. Ni še maybe no, ja, tako da. Kaj pa bi lahko rekel, da mogoče vse te destinacije, ki si jih obiskoval po svetu, imajo skupnega tudi s tem našim prostorom evropskim? A si mogoče tam tudi srečeval kakšne ljudi in tako, imajo tudi ta kultura, recimo, če si po različnih koncih hodil, pa različne ljudi spoznal, si mogoče tudi ljudi z različnim odnosom do dejavnosti, se po čem razlikujemo, ali pa kaj skupnega? Težko bi rekel, da so neke bistvene razlike. Prav gotovo na teh drugih celinah turno smučanje ni tako popularno, kot je pri nas, ne? Ampak to ne pomeni, da ga ni. Ne? Povsod so se srečevala tudi domače turne smučarje, oziroma letos na Japonskem pa sploh je bilo ogromno ljudi, ampak so bili večinoma zahodnjaki, torej Američani pa zahodnoevropejci, no, pa nekaj Avstralcev, tako da Japoncev smo sorazmerno malo srečali na turnih smokih. Ne. Ampak ni pa tako množično, kot je to v Evropi, turno smučanje po nobeni od teh destinacij, pogoče razen z izjemo Japonske, ampak tam so v glavnem Evropejci, kot sem že rekel. Ja. No, se tudi jaz imam kar nekaj prijateljev, zdaj smo spet pri Japonski, pa hodijo tako kar redno. Ja, jim je tako fajn. Ja, sej. Kaj pa Evropa, recimo Alpe, ali pa tudi stala gorstva, recimo? V Evropi sem bil predvsem v Alpah, torej ne samo v tej neposredni okolici Slovenije, tudi v francoskih Alpah, od teh južnih, torej Alp Maritim do okolice Šamonija. Otrud je bila sploh, bi rekel, vrhunska izkušnja, največ, kar sem doživel na turni smuki, ne, tako vseeno je bila taka. A si ga šel večkrat? Ne, enkrat, ampak je bilo takrat, se pravim, da smo imeli tudi srečo z vremenom in razmerami, in tudi moram reči, da je bilo to, kar rekel, naporna izkušnja v smislu tega, da le zahteva 5 dni, kar intenzivnih 5 dni, ne? Tako intenzivnih 5 dni, tako da... Ja, ker je poleg tega turno smučarskega dela tudi konkreten gorniški del, ne? Ker treba čez prelaze jeti. Ja, pa potem spanje v tistih sobah, mislim, ni tako udobno, kot nekje v hotelu, ne? Ker vse te ostale stvari, kjer sem bil, recimo na drugih kontinentih, so bile samo enodnevne ture, ne? In si potem vedno nekje na toplem, spal se lahko zvečer, stoširal, pa tako naprej, ne? Kdaj si bil na Otrutu? To je pa zdaj 14 let nazaj, 2010. Okay. Ja. Tudi kje po Dolomitih? Tudi po Dolomitih, ne sicer zelo velik, no, ampak ja, ene par tur ima tudi v Dolomitih. Ja, to bi rekel Francija, Italija. Kakšna druga gorstva po Balkanu ali pa kje? Ne, to pa še želja, da bi šel, ampak nekako ni še bilo prave prilike. Se mi zdi, da je Balkan tako blizu, da bo lažje iti, da zdaj gremo reči na druge kontinente, pa bomo potem še malo kasneje. Pravzaprav ne, bil sem v Dormitorju, točno enkrat smo bili za prvomajske počitnice, smo tudi ful dobre ture naredili, da ful lepo vreme smo imeli, tako da. A večino tur ženo naredite? Ja, kar ja. V bistvu, kar me ona kar malo preganja. Ja, je pa ona bolj zagnana. Ali? Ja, skoraj, ja. Mislim, najmanj to, kaj jaz, no, če ne bolj. Ja. Tako pa je v bistvu, sem jo jaz upeljal v to, ne, najprej se je še tako malo upirala, mislim, da je v bistvu takoj, ko sem se spoznala, sem jo kar pelila na turni smuk, pa je šla samo zato, da pač mi ugodi, ne. Ampak potem že čez, ne vem kaj, par mesecev je bilo, se je pa zadeva že obrnila, ne. Je zelo zastrupil to, no. Postala zagnana. Ja. Poznam eno tako doma. Sicer na drugem področju, ne na turni smuki. Ampak je lepo početi v dvoje, takole. Ja. Pa predvsem je tudi zelo priročno, ker lažje pol počitnice planiraš. Ja, seveda, ja, gotovo.
Kaj pa mogoče še, to je sicer, ne, si že rekel, bistveni je človek pri turni smuki, ampak vseeno skozi ta leta tudi opažaš in spremljaš razvoj opreme in ne nazadnje tudi tehnologije, ki je šla sočasno, sploh pri plazovni opremi recimo. Ja. Kako pa to kaj spremljaš? A si tudi mogoče tako malo gika, kakor se reče, imaš tudi 5 parov smučk ali pa celo 10 mogoče? Ne, sploh ne. Mislim, ponavadi imam 2 para smuči, ene take malo bolj za makadam, pa ene malo novejše, ne. Ne, sploh ne, pa pancere itak jih skušam nositi, dokler se da, dokler popolnoma ne razpadajo. Ja, seveda so se pa vendarle tako, če gledam svoje stare fotografije, ne, se mi zdi prav smešen, s kakšno opremo smo včasih hodili, tudi kako težko je bilo nabaviti, ne, pa nas se nič ni dalo dobiti, vsako stvar si mogel iti kupiti v Avstrijo, pa je pa nekako prešvercati čez mejo, ne. Recimo te turne vezi so bile včasih mnogo slabše, kot so danes, nisem imela nobenih pručk, ni bilo srnačev, psi so bili slabši, ne. Pancerji so bili slabši, tako da seveda tukaj je šel razvoj naprej, čeprav določene stvari se mi zdi, so pa tudi kar malo tako modne muhe in za bi rekel ta razvoj ni bilo neke hude sile, ne. Mogoče malo tudi ekonomski aspekt proizvajalcev, nam majčkeno vsiljuje potrebe po še in novem in novem. Kako pa si mogoče to tudi odnos do plazov, pa to sva že prej rekla, ampak kako si pa kaj spremljaš skozi čas mogoče, ali pa kako ti vidiš, kako se lotevati te zavednosti, pa ne nazadnje tudi usposobljenosti glede plazovne varnosti. Prej nisva obdelala, pa se mi zdi, da je vseeno kar pomembna stvar, ker se mi zdi, da dostikrat skozi te tečaje, ne samo, da recimo, ne, če nekdo gre na tečaje plazovne varnosti, ne gre samo za to, da se oseba tam nauči uporabljati plazovno žolno oziroma cel trojček, ne, ampak gre tudi za to, da se v bistvu zave dejavnosti in nevarnosti in da se pravzaprav zave neke odgovornosti, ki jo pač vsak nos, ki se podaja na ture. Zdaj, težko bi rekel, da se na teh tečajih res tega zaveš, te odgovornosti. Mislim, maybe no, to je najbrž malo stvar osebnega pristopa, ne. Ja. Gotovo se naučiš, mislim, meni se zdela ta delavnica, sem bil prvič pred enimi 6 leti, recimo, da smo res vežbali to iskanje žolno preklemno volontarjev, ki ima tisto posebno žolno, ki jih lahko pa vklapla pa izklapla, ne, da ni bilo samo tako po domače. Včasih smo se učili samo tako, da je nekdo svojo žolno nekam zakopal, pa smo tisti iskali tisto mnogo manj učinkovito. Tako da sama ta tehnologija iskanja, ne, sem se gotovo nekaj naučil na tej plazovni delavnici, ne, ampak zdaj bi pa rekel, da sem pa zaradi tega bolj spoštljiv do nevarnosti plazov, ne, ker v bistvu to je tisto, kar plazovi potrebujejo, da imaš spoštovanje do njih, ne. Pa nisem prepričan, oziroma včasih se mi zdi, da je glih obratno, ne, da ljudje, ki si kupijo žolno pa trojček, ne, da mislijo, zdaj smo pa opremljeni, to je pa orodje proti plazovom, ne, in celo več tvegajo, kot bi sicer, če tega ne bi imeli. Mislim, to je najbolj sicer stvar, bi rekel, malo individualnega karakterja, ampak včasih znam tako, da se jim zdi, da če imajo plazovni trojček, so že vse opravili, kar se tiče plazov. Varnosti. Ja, pa je v resnici to ni nič, oziroma to je samo... To je stvar kurative že, ne? Ja, seveda, tako je to, rekel, samo nekaj rešitev v sili, ne, ki lahko deluje, lahko pa ne. Sej je znano, da tudi tisti, ki imajo žolno, no, da jih še, ne vem, velik delež izkopljajo, ki so že mrtvi, ne. Mogoče je pa še ena stvar, ki pa temu razmišljanju še doda, je pa plazovni nahrbtnik. Ja. Se mi zdi. A ga imaš? Jaz ga nimam, ja. Žena ga ima,
pa ga zdaj tudi ne nosi več s sabo. No. Tako da ne morem reči, da se lahko s tem pravom pohvalva, ne, ampak No, ampak sej, če se človek tako resno zave vsega, kar se lahko zgodi, ne, in če je osebnostno, ali bom rekel karakterno, tako močen, da se zna ustaviti, ne, če ima to sposobnost vsaj približne ocenjevanje neke nevarnosti, ne, da je boljš obrniti ta prav čas, kakor biti predrzen za nahrbtnikom, pa se, ne, če malo teoretično govorim, ne. Ja, sej, mislim, to je nekako, bom rekel, linija mojega razmišljanja ali pa mogoče način samoobrambe, zakaj sem to klen, da se mi naljub nositi izga nahrbtnika, ne, da sam sebe upravičujem. Ne. Gotovo pa je, se mi zdi, tako, če čisto pogledamo funkcijo, ne, plazovni nahrbtnik veliko več po mojem prispeva k varnosti ali pa zaščiti pred plazom, kot pa žolna, ne? Ker on te aktivno ščiti oziroma prispeva k temu, da ostane zunaj, ne? Žolna pa sam skrajša čas, da te izkopljajo, ne? In še te zdi nujno, da... Sam morava pa tudi verjetno priznati, da s to razvojem opreme in sploh odkar so se širše smučke pojavile, ne, se je tudi mačken način smučanja spremenil v smislu, z širšimi smučkami se gre lažje tudi čez kakšen malo slabši sneg, recimo, ne. Potem lažje se obvladuje neke brzine, ne, z nekimi ozkimi smučkami, s tankimi, lahkimi, če ga se človek mačken spusti, hitro začne ropotati, ne, pod nogami. Če imaš malo širše, pa jaz tudi nisem nek fan ful, ne, kakor se reče, plohov, ampak tako, vseeno se mi zdi, da mačken se je to spremenila. Mogoče kaj podobnega opažaš? Ja, opažam, da eni ful hitro smučajo, ne, ampak to se mi zdi, da je v bistvu vseh, tudi na smučiščih velja isto, no, ampak tam so druge nevarnosti, ne, tam, da se v koga zaletiš. V hribih je pa tako, da je snežna odeja zelo spremenjajoča se v mnogih primerih. Ne vedno, včasih je dejansko, imaš pač isto vrsto snega celo turo, ne. In če imaš ti neko zelo veliko hitrost, se zelo težko, po mojem prepričanju, odzivaš na te spremembe, ne, in recimo, če pride do padca, je seveda padec pri veliki hitrosti pomeni veliko večjo možnost za poškodbe oziroma zelo težko kontrolirano padaš, potem se res totalno razletiš, ne. In zdaj neka poškodba ali pa tudi sam, ne vem kaj, če se ti zlom ves, recimo, ne, kar se tudi lažje zgodi, če so večje sile, ne, nekje daleč od civilizacije je kar resna zadeva, ne, in ni nujno, da boš vedno lahko praktical helikopter, ki boš prišel čez par minut, ne. Drži. Tako da jaz sem malo, bom rekel, rezerviran do tega drvenja po hribih, ampak vidim pa, da eni zelo hitro smučajo. Pa sam sebe ne smatram glih za počasnega smučarja, no. Tako se mi zdi tudi, da je mogoče pri mlajših, jaz tudi zdaj sebe vstajem že tudi mogoče bolj nekega, skoraj med nekega klasika, ne, ki tudi, če sneg ne bo toliko fejst, ne, tudi če bo malo ropotal, pa tudi če bo malo skorje, ali pa da bo vse razrit, bom še vedno lahko zelo užival v tistem ambientu, ne, in ne bom jambral, ni bilo pršiča, vse je zvozen, vse je narobe. Ampak se mi pa zdi, da je veliko tega iskanja tega pršiča in probati skoraj vedno najde tam, ki je že ta 3 dan se je zvožen, ampak tam gor je še ena flankica, ki se je še ne vidi, pejmo tam še tiste 3 zavoje izsilt še iz tistega. Da je zelo veliko tudi tega, no. Ja, ampak ljudje smo različni, ne. Enim to veliko pomeni, meni pa v bistvu ne. Tudi izjemno težko se prepričam, tudi če so bile dobre razmere, recimo, da bi šel na vrh, smučal dol in potem ponavljal samo zato, ker je bilo tako dobro, ne. Mislim, samo to doživetje, vzpon pa spust, torej taka klasična tura mi veliko več pomeni, kot pa tisto, da bi neko pobočje tam, ne vem, kolikrat drgnil samo zato, da bom par več zavojev naredil, ne. Ampak to je pa po mojem stvar posameznika, ja, seveda. Pa prioritet, no. A te kdaj tudi mikal kaj bolj strnga ali pa kakšni koloarčki? Mislim, ne nekaj zelo ekstremnega, no, ampak neparkrat pa je bila, bi rekel,
nekako njih prilika, da sem se podal tudi na mal težje te žlebove, recimo iz Zajzera oba, torej predne pa zadnje špranje, sta malo bolj strmana v Zajzero. Drugače pa Jalovčev Zebnik, to je pa približno to. No. Pa tiste klasike. Ja. Kako pa mogoče se tako lotevaš same ture? Koliko daš na pripravo doma pred turo, poseben pregled opreme, ali imaš to že vse skupaj kar v avto vržen, pa kaj pol sobota se sam odpelješ, pa na parkingu sestavljaš, kar je... Mislim, ja, ali si zelo metodičen? Ne, nisem zelo metodičen. Bolj ali manj imam vse stvari nekako kar v garaži oziroma na hrbtniku, no, razen tiste stvari, ki treba posušiti. Ja. Sedem van posušim, pa sam nazaj noter utaknem, pa zmečem v avto in se tudi včasih zgodi, ne tako zelo redko, da kakšno stvar pozabim. Recimo, glih leto se mi enkrat zgodilo, da sem pse pozabil doma. Enkrat, no, to je bilo pa že pred leti, sem pozabil pa školjke od ženjenih pancerjev. Torej, notranje čevlji so bili, une sem pa pozabil, no, in to je bilo glih seveda namenjeno na Krederco. Ob 4 zjutraj smo se pelali noter v Krmo, nekje do Zasipske Planine je bila cesta splužena, in pol, ko sem ugotovila, da nima opreme, seveda nam ni preostalo drugega, da greva ven. Ampak gledam tem, da so vsi takrat noter se vozili, cesta je samo za eno avto plužena, tako da sem mislim, da 1 uro se vozila ven do Radone, pa najbrž ne vem, koliko ljudi naj jo preklel. Ja, ste šla kontra. Ja. Dobro, imaš še kakšno tako vredno se nabere? Anekdot je kar nekaj, no, se mi že nekaj povedal, ampak tako da, ja. Mogoče zanimivo, to mi je bil tudi, ker sem je prej sprašal o ljudeh v drugih gorstih, ker smo bili učili na enem vulkanu, je spodaj v bistvu smučišče, in smo se potegnili žičenco, dokaj je šlo, pa smo šli gor, in tam 4 smo bili, se tako žičničar vstop pred nas, pa nas vprašal, od kje smo, smo povedali, da smo iz Slovenije, po on tako pokaže nam, pa reče, ti si pa edini pravi Slovenc, zato ker sem imel edini elan smuči, torej ne sem, da je vedel, kje je Slovenija, in kaj je, kar recimo v Ameriki zelo težko najdeš takega človeka, tukaj v Čilu je pa vedel in tudi je vedel, da ima svoj elan smuči, slovenske smuči, tako da to me čisto presenetil, Še kaj pa recimo, a imaš rajš pršič? Prej si že rekel, da je vsega fajn smučati. Ja, seveda. Ali mogoče pol, dale marčovski ali pa celo aprilski, kakšen srenc? V bistvu oboje, tukaj pa nimam. Mislim, to je pa tako, točno se zavedamo, da je na začetku je pršič, tisto najboljše obdobje, in potem, ko se sneg predela, je obdobje srenca, in zdaj to je tako, kaj bi rekel, kaj imaš rajš, plavanje polet ali pa smučanje pozim. Pač polet se, ali pa karkoli, pač polet se počne ene stvari, pozim se počne druge stvari, in isto je spomlad pa pozim. Je pa res, da sem pa enkrat že na Köln-Rheinspitze v začetku junija krasen pršič vozil. Glih je padel sneg, Ja, sem to moš pa res nabasati praktično tisti dan, naslednji jutr. Ja, to, naslednji jutr, je bilo še mraz in je bil pršič, od vrha do tal, Saj to imamo verjetno vsi, par takih izkušenj. Pol že, če je človek slučajno malo na socialnih omrežjih, ki skoraj več ne vidiš, prizorov iz hribov, pa iz smučanja, pa puf, en poč gor, kako je tam, ne vem, kje je še šel, nekam, ponavadi na kakšne ledeniške ture, kaj pa še vedno veliko. Kaj bi pa rekel danes mogoče nekomu, ki se šele začenja, spoznava s turnim smučanjem, kako se lotiti vsega skupaj? Ja, jaz mislim, da potrebuje in gorniško in smučarsko znanje. Smučanja se gotovo ne moš naučiti na turnih smukih, ampak moš prej ga obvladati na urejenih smučiščih, pri čemer je to samo osnova, ker potem smučanje po neurejenem, torej nesteptanem snegu je seveda precej drugačno kot smučanje po urejenih progah, ampak mnoga smučišča ponujajo možnost tudi smučanja izven prog. Tako da to je že, bi rekel, en element tega, da
da se seznaniš malo s tem, kaj te čaka. Potem, ko gre pa za te klasične gorniške vsebine, pa mislim, da je najboljša, najbolj zanesljiva pot prav gotovo neka strokovno usposabljanje. Tukaj pa ne vidim v bistvu neke pametne alternative. Seveda lahko začneš hoditi z izkušenejšimi kolegi, ampak tudi niti ne bodo znali tako celovito posredovati vseh potrebnih znanj in veščin in izkušenj, ki ti dobiš v nekem organiziranem usposabljanju. Ne. Ja. To je pa pravzaprav danes je teh možnosti pa kar veliko. Ja, kolikor vem, kolikor malo spremljam, je Različnih društev, klubov, Ja. ne nazadnje tudi gorskih vodnikov, ali kakorkoli že. Ja. Možnosti veliko. Pa tudi ne nazadnje, neverjetno, pa tudi to se jim večkrat si že omenil, ampak danes dostopnost do opreme in to dobre opreme je pa skoraj brezmejna. Ne? Ja, tudi je kvečemu problem tem, da sploh ne veš, zakaj bi se Kaj bi, odločil. Ne, ja, tukaj. ja. Čeprav sej slabe opreme po mojem skoraj ni. No, tako da. Tako, zdaj nočem biti zvišen, čeprav včasih se tudi meni zdi, kle v slovenskem prostoru, turno-smučarskem, da je kar hecen, ko vidim koga, ki ima res široke, ki vidiš, da so dile 105 ali pa še več, ne, pod pancerjem. Ampak se mi zdi, da za neko, saj za začetnike, pa tisti, ki so par let na smučkah, je neka klasična turno-smučarska dila čisto okej. Ja, mislim, po mojem, ja. No, sploh ne vidim nekega velike prednosti. Mislim, zdaj tudi vprašanje mogoče od tehnike smučanja. No, ampak Ja. takrat, ko so bila v Kanadi, so šla en dan tudi na heli ski, ne, in tam so nama dali njihovo opremo, oziroma se prav posmehovali ženin dela, ki so bile še malo ožje kot moje, ne, s kakšnimi zobotrebci pa tako naprej. Ne. In moram reči, da s tistimi širokimi dilami je bilo čist fajn za smučati, ampak nisem pa opazil, da je pa nekaj tako dramatično boljš, kot pol naslednje dni, ko sva sama smučala, pa hodila v bistvu tako na klasične turne smuke, ne. Pa je bilo celo več pršiča, z najnimi dilami sva ravno tako dobro vozila. In celo obratno, ko smo nekje šli malo višji na en ledenik, ki je bilo samo mogoče 10 cm snega na trdi podlagi, ne, so tiste dile bile nekako, so se slabši skazale, ne, ker niso narejene za malo bolj tršo podlago. No, sej, ampak glih se mi zdi v Sloveniji, tako v povprečju, čez tisto sezono, ki jo imamo, kakršnakoli že je, ne, z nekimi klasičnimi smučkami, recimo, ne vem, jaz imam pač 95 pod nogo ali pa 94 ali ripstike lanove, da je to, da pride še najbolj čez, ne. Ja, mislim, se absolutno strinjam. Ker Ja. tudi veliko je nekih gozdnih poti pa tega in tudi zdaj si tudi bolj agilen z Absolutno, ja. v narekovajih poprečno smučko, neko kar z nekimi dilami in tako. Ja. Ja, turna smuka. Sva že rekla, neka taka vseživljenjska strast ali pa možnost nekega udejstvovanja v gorah. Kaj pa si se mogoče poleg tega, da si se imel fajn v gorah, še kaj naučil zraven skozi ta potovanja pa skozi vse te turno-smučarske dogodivščine? Ja, zdaj, da bi imel neka zelo globoka Globoke, spoznanja, ja, težko ja. rečem, ampak pač turno smučanje mi je bilo prav gotovo neka prilika, da sem spoznal zelo veliko ljudi, se družil z velikimi ljudmi, osnoval prijateljstva ali pa saj znanstva. Prijetno je bilo druženje, potem tudi tako, če skupaj nekaj doživiš, če greš skozi, pa da potem greš še na nek after, pa se malo podružiš, pa kakšno rečeš, pa tako, pa Pa je spoznaš spet nove ljudi, pa spet malo obuja spomine, pa tako naprej, tako da, ja, se mi zdi tudi, no, da če se čuješ sorodne duše v hribih, je tudi to potem neka, rekel, dodana vrednost, ne. Sicer pa profesionalno se pa ti ukvarjaš s čim? Za usposabljanje operaterjev jedrske elektrarne. Tako zdaj, če bova slučajno se še malo o tem pogovarjala, moraš vedeti, da boš govoril kitajsk. Jaz sem pa Slovenc, ne. Ja. Se mi zdi, da prav veliko pa ne vem o tem. Daj mi malo povej, kaj počneš, kaj to pomeni sploh. Ja.
jedrska elektrarna je pač eden od načinov proizvajanja elektrike, ki je nujno potrebna za sodobno civilizacijo. Priča smo globalnemu podnebnim spremembam, ki jih povzročajo izpusti toplogrednih plinov, ki nastajajo večinoma pri kurjenju fosilnih goriv, torej nafte, plina in premoga. In če se želimo odreči tem fosilnim gorivom, iz katerih danes še vedno pridobivamo 80 ali pa 70% vse energije v svetovnem merilu, ostanejo samo obnovljivi viri, to je voda, sonce, veter in pa jedrska energija. Pri obnovljivih virih voda oziroma hidroelektrarne so bolj ali manj že vse kapacitete izkoriščene, prav veliko možnosti za povečanje hidroenergije nimamo, v Evropi še celo ne, tudi v Sloveniji ne prav veliko. Z vetrom in soncem je pa tako, da sta pa izjemno nepredvidljiva. Očitno vemo, da sonce ponoči ne sije, veter tudi piha sporadično, tudi po zimi je sonce zelo malo, mi pa elektriko potrebujemo 24 ur na dan, 365 dni na leto. Tako da kot možnost teh naših energijskih zagat se ponuja samo kombinacija jedrske energije, ki zagotavlja tisto pasovno energijo, in obnovljivih virov, ki zraven še lahko seveda v okviru tega njihove spremenljivosti pač dodatno proizvajajo energijo. Prav gotovo pa ne more hrbtenica proizvodne elektrike sloneti izključno na obnovljivih virih, razen nekje na Norveškem, ki imajo ogromen hidroenergije, ampak ostale države pa si tega ne moremo privoščiti. Tako da sam delam pa z v bistvu kadri oziroma ljudmi, ki upravljajo jedrsko elektrarno. Vsi vemo, da se jedrska energija je oziroma jedrske elektrarne so kompleksna in potencialno tudi nevarna tehnologija oziroma tehnologija, ki prinaša s sabo določena tveganja. Moramo se zavedati seveda, da s temi tveganji se srečujemo v vseh tehnologijah in dejavnostih, tudi ko se po cesti vozimo, smo soočeni s tveganjem. No, ampak za varno uporabo jedrske energije je potrebno, da so te ljudje dobro in solidno usposobljeni. No, to se pač trudimo na Inštitutu Jožef Stefan. Tam namreč si zaposlen. Ja. Sem zasledil, da tudi učiš na fakulteti. Sem učil, zdaj ne učim več, ampak sem učil, ja. Pred časom sem zaznal, da je bilo kar, pa saj sem rekel, sem dost analfabet na tem področju, ampak da je bilo kar nekaj strahu pred jedrsko energijo in da so tudi po Evropi so jedrske elektrarne se zapirale. A sem to prav gotovo? Ja, mislim, rekel, nasprotovanje ali pa odpor ali pa strah pred jedrsko energijo je star skoraj toliko, kot so stare jedrske raziskave in to. Ali pa elektrarne. Elektrarne. Nazadnje smo se z jedrsko energijo prvič srečali, tako bi rekel, neznanstveniki so se prvič zavedali, da jedrska energija obstaja takrat, ker so bile pač atomske bombe v Hirošimi in Nagasakiju, in to je potem nekako, bi rekel, obstaja nekaj, ali pa se vleče še takrat neka povezava, kljub temu, da seveda jedrsko orožje je zelo drugačno od tehnologije, ki se uporablja v jedrskih elektrarnah. A pa drži, da je sicer pa to ena najbolj čistih oblik pridobivanja električne energije? Gotovo. Tudi če upoštevamo vse nesreče, ki so se zgodile, ki so nedvomno imele posledice za okolje, ampak vendarle, če primerjamo z vplivi na okolje, ki ga povzročajo druge tehnologije, zlasti termoelektrarne, ampak tudi v hidroelektrarnah so se dogajale nesreče. Tako da, če bi rekel, gledamo, koliko energije proizvedemo ob določenem vplivu na okolje, je jedrska energija še vedno izjemno dobra. Ker tako, pač seveda se jaz še dobro spomnim nesreče v Černobilu, v sred 80-ih,
pa tele nesreče v Fukushimi, ne, na Japonskem. A je sicer bila še kakšna taka večja, recimo, Ja, nesreča? te sta dve največji in v bistvu edini nesreči, kjer je bil res pomemben vpliv na okolje. Takrat se je pa ena zelo velika nesreča zgodila tudi leta 1979 v Ameriki na otoku 3 milj, ampak tam so uspeli v bistvu zadržati vse radioaktivne snovi znotraj elektrarne. Torej, tam je bila elektrarna popolnoma uničena, ampak nekega pomembnega vpliva na okolje pa ni bilo. Ne. Kje je to, vzhodna, zahodna? Bilo v Pensilvaniji. Aha. Ja. Sem pa zasledil, to pa sem, da se pa veliko gradi zdaj. Ja, Ne, gradi se Kitajska, pa tudi predvsem po na Evropi. Kitajska. V Evropi malo manj, no, ampak vse je ne par, mislim, v Evropi je kaj, 6 elektrarn v gradnji ali 5, no, nekaj takega. Na Kitajskem jih pa po mojem 15 je v gradnji, no, tako da največ gradijo Kitajci. Ja. Kitajci v bistvu potrebujejo ogromno energije za svoj ekonomski razvoj in ne izbirajo, bi rekel, gradijo. Oni imajo največ sončnih elektrarn, največ vetrnih, največ jedrskih in žal tudi največ premogovih elektrarn. Ne. Ja, zanimivo. Kaj pa naša elektrarna Krško? Naj bi se prvotno leto zaprla. Ja, ampak zdaj je no, torej že pred par leti je bilo odobreno podaljšanje za naslednjih 20 let, torej obratovala bo predvidoma do leta 2043. In še to ni rečeno, da se tudi takrat ne bo mogoče prišlo do kakšnega podaljšanja. Se pa razmišlja tudi o gradnji nove. Ja, to je pa zdaj prav najnovejša nekak politična odločitev. Mislim, da so vse stranke v parlamentu podprle odločitev, da gremo letos na referendum o gradnji nove elektrarne. Tako da, ko bo ta referendum in verjamem, da bo jo ljudje za jedrsko energijo, ker tako rekoč nimamo alternative, verjetno lahko pričakujemo, da se bo potem čez 10 let začela gradnja nove elektrarne. Koliko pa dobimo v Sloveniji procentualno elektrike v tem? Iz jedrske elektrarne zdaj je odvisno tega, kako jo štejemo. Ne? Elektrarna je cela v Sloveniji in njena celotna proizvodnja prinese več kot tretjino, skoraj 40% elektrike, ki jo proizvedemo v Sloveniji. Ampak polovica elektrarne je v lasti Hrvaške. Tako da, če pogledamo samo slovenski delež, koliko elektrike dobimo iz Krškega, je pa tam približno četrtino. Je še vedno največji ali pa drugi največji posamični vir elektrike v Sloveniji. Ne? Prvi je pa termoelektrarna Šoštanj. Še vedno. Mislim, včasih je več iz nuklearke, včasih pa več iz Šoštanja. A je kakšen podatek, koliko je pa recimo procentualno za celo Evropo? Ali pa... Ja, seveda je podatek. V Evropi mislim, da je tudi približno tretjina elektrike torej, če gledamo celo Evropsko unijo, no, je tam nekje okoli tretjina elektrike iz jedrske. V Evropi je sploh jedrska energija največji posamični vir elektrike. Ker to se še spomnim, pa mogoče me še popravil, da so del, če lahko rečem, goriva, ne? V Žirovskem vrhu kopali, ko se je pač to začelo. A to drži? Ja, seveda drži. Ja. V Žirovskem vrhu je rudnik urana, ki je obratoval tam nekje od leta 1984 do 1992. Takrat so ga zaprli iz več razlogov. En zelo pomemben je bil, da je bila ruda sorazmerno siromašna in se je preprosto ni splačal glede na tedanje cene urana na trgu. Drug pomemben razlog je bil, da so se takratni zeleni zavezali, da bodo zaprli jedrsko elektrarno Krško kar takoj, ne, ko so leta 90 prišli v vladno koalicijo. Pa se je seveda izkazalo, da to ni tako preprosto, ker nimamo elektrike, ki je dobiti, in da so vsaj upravičili to svoje zapiranje, so potem zaprli ta rudnik. Ne. Tako da ja, imamo ali pa imeli smo domačo surovino, ampak od urana do izdelave goriva je še kar dolga in tudi precej draga pot. Ne. Je pa res, da uran
strošek urana predstavlja približno polovica stroška goriva. Ne. Tako, zdaj sploh nimam ideje, kaj to pomeni, recimo, ne. Ampak kje pa danes dobivamo gorivo? Ja, kupujemo ga na mednarodnem trgu. Tako da, Kje pa se ga največ izkoplje? ja, zdaj, Rude in potem, kje ga največ rude, pridelajo? rude ima zelo veliko Kanada, Avstralija, Kazahstan, pol mislim, da je v Avstriji, ne v Avstriji, v Afriki, Gabon, pa še ene par države, ki so take večje proizvajalke urana, ampak je tako, da je uran je v mnogih državah, tako kot pa nas, recimo imamo ta Žirovski vrh, ne, sicer ga ni prav veliko, ampak ga je tako, da je kar precej razširjena surovina po celem svetu, ampak seveda, če imaš uran, ni dovolj, ker je potem potrebno ta uran obogatiti, to pomeni, da se poveča delež izotopa uran 235 iz naravnih 0,7% na približno 5%, in to je zelo zahteven tehnološki proces, ki ga obvlada samo par držav oziroma par tovarn na svetu. No. Pol je to, po domač povedano, drago. Ja, gorivo je izjemno drago, ne, ampak še vedno predstavlja samo, ne vem, manj kot 10% cene elektrike iz jedrske elektrarne. Ne. Če pogledaš, koliko elektrike jedrska elektrarna proizvede, ker je pač ima izjemno veliko moč in jo proizvaja 365 dni na leto, 24 ur na dan, je ta strošek goriva v bistvu manjši delež predstavlja. Glavni delež je dejansko investicija v samo jedrsko elektrarno. Zgraditi torej. Ja. Kaj pa vsi te strahovi, ki jih pač ljudje imamo ali pa imajo, da bo to enkrat se ne vem kaj zgodilo? Ja, to je tako, kot z vsemi ostalimi strahovi. Ne. Sej, ne vem, kaj včasih so se ljudje odbali železnice, pa mislim, vsaka nova tehnologija prinaša določene strahove, ki na določeni meri seveda imajo neko realno osnovo, ne, ampak vedno je treba primerjati tveganja, ki jih prinaša ena rešitev z alternativnimi rešitvami. Ne. In izkaže se, da so tveganja pri drugih rešitvah še mnogo večja. Ne. Kaj pa strahovi glede jedrske energije pa na drugem področju, ne, ki pa ni tako človekotvorno, recimo, ne? In sicer pri jedrskem orožju, ker odkar se je začela tale konflikt z Rusijo in Ukrajino, se spet omenja in nas včasih malo strašijo. Ja, sej tukaj pa bi težko rekel, da gre za strahove, ampak gre za neka, rekel, realne nevarnosti, ki smo jim izpostavljeni, odkar je pač človek iznašel jedrsko orožje. Ne. Sej vedno je bila ta nevarnost jedrskega konflikta. Zanikati to nevarnost je iluzorno, ne. Je pa res, da je ravno ta, rekel, strašna rušilna moč jedrskega orožja v bistvu je razlog, da po Nagasakiju jedrsko orožje nikoli več ni bilo uporabljeno. Ne. Vsa druga orožja, tudi v bistvu, ki ima izjemno veliko rušilno moč, ali pa tudi druge, bi rekel, bolj ali manj, bi rekel, grozne vojne metode, se uporabljajo v konfliktih po svetu, ne, in ljudje v njih isto trpijo ogromno mrtvih. Ne. Jedrskega orožja pa si v bistvu nihče ni upal uporabiti. Tako da na nek način jedrsko orožje samo sebe ščiti, ne, ampak zanašati se na to je pač se ne smemo. Ne. Sam rekel, neke enostavne rešitve pa osebno ne vidim. Ne. Ampak kot rečeno, ne, jedrsko orožje nima nobene posebne povezave z pridobivanjem jedrske energije. Jedrsko orožje je v domeni pač tistih držav, ki ga imajo, in nobeni protesti v nekih tretjih državah jih ne bodo prepričali, da bi se ga odrekli. Sam v bistvu njihovi medsebojni sporazumi oziroma ta držanje v šahu za grožnjo drugemu
jih v bistvu preprečuje, da bi ga zares Varuje upravili. Ne. drugega pred drugim. Ja. Ampak to je, bi rekel, čist drugo področje, kot je jedrska energetika, gre bolj za ta strateško-vojaška razmišljanja, v katerih ne vem, če kaj dosti več vem, kot tako bom rekel, samo laično razmišljanje. Ne. Mogoče še eno, no, če sva že šla v tele vode, ker mogoče se boš tudi nasmehnil, ampak še ena stvar, ki nas tudi malo lahko znajo strašiti pred jedrskim orožjem, je pa razvoj umetne inteligence. Ne? Tako neki taki apokaliptični scenariji so, da bo umetna inteligenca nekoč zavladala planetu in potem bo še zmetala na nas tisti arzenal orožja, ki ga premoremo, in potem nas ne bo več. Zdaj o tem so spet težko kvalificirano sodem, lahko samo kot laik. A se kdaj vprost, no, te preklinjam, bom rekel, znanstveniki in eksperti na tvojemu nivoju, kdaj za kakšnim šankom saj pogovarjate tudi o tem? Ali obstajajo celo kakšne resnejše debate? Verjetno obstajajo tudi resnejše debate, ne, ampak bi pa na prvo jih ne poznam, no, ker to ni moje področje. Ne. Ampak bi pa na prvo žogo rekel, da umetna inteligenca ni prva tehnologija, ki je vzbujala strah in odpor. Ne. Nazadnje so že, ne vem kaj, v katerem stoletju so bili tisti ludisti, ki so razbijali stroje, ki so pač kradli delavcem posel. Ne. Tako da na mnogih področjih, ne, tudi ne vem kaj, zdaj na področju medijev, recimo tiskani mediji v bistvu izginjajo, ker jih nadomeščajo te spletni mediji, ampak to še ne pomeni, da bo konc človeštva. Tako da tudi tukaj se mi zdi, da ta umetna inteligenca je v končni fazi še vedno stroj, ki ga je sprogramiral človek. Ne. Ja. Ampak mogoče zdaj, če pa malo zafilozofiram, pa vidim mogoče eno povezavo med mogoče upravljanjem z jedrsko energijo in turnim smučanjem, ne nazadnje. In sicer, da neko to, o čemer sva pravzaprav že govorila, neko stopno odgovornosti pri enem ali drugim, ne, seveda, če grem jaz turno smučati, če me plaz zasuje, bom jaz na srku, ne, mogoče še moja ekipa, prijatelji, če nekdo v elektrarni Krško kaj narobe naredi, ne, ker menda je bil v Černobilu človeški faktor tudi. Ne. Stočno. Verjetno ste pri usposabljanju teh kadrov mora biti pa neka ta zavest te odgovornosti pa kar velika. Ja, prav gotovo. To je prav poseben pojem, se mu reče varnostna kultura, ne, ki ga stečemo tudi na drugih področjih. Ne. Se tudi recimo v prometu, ko se voziš po cesti, ni dovolj, da samo se kapijan sprota držiš vseh predpisov, moraš malo pozvati druge udeležence okrog sebe pa računati s tem, da mogoče se pa oni ne bodo držali pravil, pa da si malo bolj, rekel, temu se reče defenzivna vožnja. No. In podobno je seveda tudi v jedrski tehnologiji, da moraš z vsem svojim ravnanjem prispevati k temu, da se bodo stvari peljale v varno smer. No. In podoben je tudi recimo ravno v hribih, ne, pač, kot smo že omenili, ni neke čarobne paličice, ki ti bo povedala, kdaj je varno in kdaj je nevarno, ne. Ampak moraš imeti dovoljšno mero samokontrole, da se ustaviš že precej prej, preden postane zares nevarno, ne. Vsaj v večini primerov. Drži, in naj bo to neka tudi recimo še zadnje sporočilo najnega pogovora, ne, da karkoli že, ali vožnje z avtomobilov z jedrsko energijo se mi, bom rekel, navadni smrtniki ne ukvarjamo, ampak s turno smuko se nas pa veliko, in ko gremo v hribe in smučamo, bodimo preudarni, pametni, odgovorni in se raje obrnemo, pa pojdimo naslednji še enkrat. Ja, se absolutno strinjam. Igor, hvala za tale prijeten pogovor. Okay, hvala vse za dobro. Ja. Hvala.